Seveda smo mali delničarji zelo razočarani nad načinom in postopkom, ki ga je na tej skupščini država opravila glede nasprotnih predlogov. Delničarji praktično smo bili obveščeni na sami skupščini o zadnjem nasprotnem predlogu. Menimo, da je to strani države bilo zelo neodgovorno. Ja, zelo očitno je, da država nenehno poskuša imeti političen vpliv v Luki Koper. Mislim, da prav tisti nekoliko revolucionaren način, na kateri je vsaj predsednik uprave sedanji imenovan potem, ko so odstavljeni prejšnji člani uprave, nekako se srečno ustvaril neko pozicijo, v kateri en izgleda neodvisen človek, menedžer, biznismen, lahko svobodno dela in vodi firmo. Tisto, kar se sedaj dogaja, pa ocenjujemo kot poskus, da politika ponovno stopi not. Pripričan sem, da v primeru, če razširijo upravo na 5 članov, da bo naslednje, kaj se bo zgodilo, direktiva predstavnikom države oziroma večinskega lastnika v nadzornem svetu, da točno določenega človeka postavijo. Generalno pa velja opozoriti na to, da je ravnanje, ko smo bili danes ponovno priča strani večinskega lastnika države in paradržavnih skladov, da prihaja na skupščino z nasprotnimi predlogi, tako pomembnimi statutarnimi spremembami, v tako pomembni družbi, kot je Luka Koper, nezaslišano ravnanje. Bili smo prepričani, da bo temu vendarle že konec in kaj bolje, predvsem spričo vseh pogosto deklariranih besed o transparentnosti delovanja, no žal smo bili ponovno priča situaciji na sami skupščini z nasprotnim predlogom, ki je bil tako pomemben, korenite spremembe statuta, da ga je bilo tudi nemogoče ustrezno razumeti, obrazložiti. Okrog tega je bila tudi prekinitev seje, posvetovanje strani predstavnikov države, KADA in SODA. To samo po sebi meče tako slabo luč in slab signal daje vsem državljanom, kaj se dogaja pravzaprav z upravljanjem našega skupnega premoženja strani omenjenih predstavnikov in da se vedno znova to dogaja v tako pomembnih družbah, tudi v strateškem smislu, ob vseh dejanjih v zadnjem času, ko ne nazadnje prihajajo ljudje tudi iz tujine v Luko Koper brez ustreznih pooblastil, razpravljajo o njeni prihodnosti, pripravljajo načrte tudi v drugih družbah, ki so pomembne z vidika same infrastrukture in pa strateških rešitev na področju logistike v Republiki Sloveniji. To je ravnanje, ki preko slej kaže na to, da je želja tistih, ki bi morali skrbeti, da bodo te družbe poslovale dobro, imele ustrezno, stabilno okolje za delo, ravno obratno. Torej, ustvarjajo se pogoji, ki so nestabilni, ki so slabi. Veseli nas, da je uprava v zadnjem času razmere uspela stabilizirati, večinski lastniki pa jih vedno znova popeljajo v drugačno smer in to je res zaskrbljujoče. Na skupščini je bil dosežen kompromis, da spremembe začnejo veljati v enem letu. To pomeni, da v naslednjem letu se uprava ne širi in ima toliko članov, kot jih ima sedaj. Spremembe statuta se niso nanašale samo na spremembe uprave, ampak so bile spremembe širše. Tukaj gre za to, da so bile usklajene spremembe z določbami zakona o gospodarskih družbah. To je ena zadeva. Drugič, preprečno je bilo, da bi se vloga skupščine glede na ostale organe v Luki Koper zmanjšala. To se mi zdi bistveno. Precej je bilo špekulacij na to temo. Preko slej je danes tudi sam rezultat pokazal, kakšno je dejstvo, da je, ne nazadnje razprava, da je to nepotrebna sprememba, da je bila zdaj preložena, prolongirana v smislu nastopa veljave kar za leto dni in to so predlogi, ki vzburkajo skupščine, po nepotrebnem ustvarjajo nemir, hkrati pa na drugi strani, kot vidite, niso pripomogli nikakor k vsebinskim vprašanjem in k reševanju tistega, za kar bi si moral večinski lastnik, posebej, ko gre za Republiko Slovenijo, v imenu vseh državljanov pravzaprav prizadevati. Torej še enkrat, da vendarle v Luki Koper in v drugih družbah ustvari stabilne razmere. Mi smo kot uprava, že takrat, ko je država oziroma Ministrstvo za promet podala nasprotni predlog, so se opredelili, da se ne bomo opredelili. Tako da na tem ostajamo. Je pa danes, ste videli sami, država oziroma skupščina določila rok enega leta, da se ustrezni postopki sprovedejo. Volja večinskega lastnika in kot tako jo moramo mi kot uprava sprejeti.
Kar se pa skupščine in delovanja same skupščine, lahko rečemo, da smo opozorili še vedno na to, da v nadzornem svetu Luke Koper ni prisoten član malih delničarjev oziroma predstavnik malih delničarjev. Upamo, da bo država uslišala, bom rekel, te predloge, ki so bili podani na tej skupščini, ter da bomo končno dobili mali delničarji predstavnika v nadzornem svetu Luke Koper. Jaz lahko samo rečem, da bi si želel skupščin v prihodnje, da potekajo normalno, da so vsi delničarji enakomerno obveščeni in tudi, da se predloge sklepov in nasprotne predloge primerno obrazloži. Mi upamo, da bo uprava Luke Koper čim prej, vsaj v roku, sprovedla vse obtožbe oziroma tožbe proti nekdanjim članom tako nadzornega sveta kot upravi za škodo, ki je zaradi njih utrpela Luka Koper. Mi upamo, da bo ta zadeva uspešna in držimo pesti. Tožbe se pripravljajo, določene cenitve so v pridobivanju, določene cenitve so tudi že izvršene, tako da brez skrbi do 26.9. bo vse jasno. Rad bi poudaril to, da ne bomo se omejili samo na poročilo posebne revizije, ampak tudi na izsledke, ki jih bodo policija pa ostali organi pregona podali. Tle lahko povem, da naši strokovnjaki, ki delajo na tem področju, so že se oglasili na tožilstvo in pregledali spise, tako da tudi od tam smo dobili koristne informacije za pripravo odškodninskih tožb. Predvsem smo zadovoljni z spremembo člena, ki daje pooblastilo upravi za sprovedanje tožb proti bivšim članom nadzornega sveta in uprave Luke Koper. Tako da tak sklep pozdravljamo in upamo v čimprejšnjo razrešitev tega gordijskega vozla. Hkrati pa seveda lahko pozivamo državo, da te razmere glede odgovornosti v državnih podjetjih vendarle uzakoni, ter da se za določene stvari točno določi odgovornost tako članov nadzornih svetov kot uprave, ter predvidi postopke, na vse zadnje tudi, da se članom uprave in članom nadzornega sveta, ki, bom rekel, tako zavozijo podjetje oziroma delajo take napake, kot smo jih bili priča v Luki Koper, enostavno prepreči kakršnokoli udejstvovanje v upravljanju, kot tudi nadziranju državnih podjetij.